Predstavljajte si, da vaše počitnice v idiličnem kampu v Dalmaciji preseka obvestilo, da ga morate zapustiti do prihodnjega dne, do jutri. Prav to so doživeli gostje kampa Mlaska na Hvaru. Lastniki kampa naj bi inšpekcijsko odločbo večkrat ignorirali in kljub prepovedi še naprej sprejemali goste. No, danes dopoldne pa so jim sporočili, da morajo do jutri vsi zapustiti kamp. In kaj bodo zdaj, z enim od gostov v kampu se je pogovarjal Jaka Vran. Idiličen kamp Mlaska na vzhodu Hvara več kot 80 namestitev ima, med drugim tudi bungalove in glamping šotore, a te morajo gostje do jutri izprazniti. Med turisti iz vse Evrope vlada precej nejevolje, nam je povedal slovenski turist, ki je tam ravno na počitnicah. Danes zjutraj okrog 8 ure, ko sem šel mimo recepcije, sem videl, da je napisano obvestilo, da mora biti kamp praznjen do 10 ure. Se pravi, v petek do 10 ure naj bi šli vsi gosti iz kampa. Kamp je zaprla inšpekcija, ker lastniki nimajo odločbe o kategorizaciji. Obiskali so jih že v torek, a osebje kampa tega ni sporočilo svojim gostom. Vse je bilo neuradno, govorice in gostilniške debate. Ja, seveda. Večina ljudi je v bistvu bo danes oziroma jutri odšla. Obstaja še kar nekaj ljudi, ki so v bistvu rekli, da bi ostali. Naš sogovornik je ravno za petek načrtoval odhod, niso pa vsi te sreče in marsikdo se je znašel v zagati. Nekateri so brez avta, drugi so odvisni od javnega prevoza. Večinoma se zdaj 3 dni v bistvu že govori skozi o tem. Zanimivi so bili otroci, ki so pač po kampu lepili letake oziroma te panojčke, da pač ne bi želeli zapustiti kampa. Naš odvetnik je poskušal preložiti inšpekcijsko odločbo, vendar mu žal ni uspelo. Iskreno se opravičujemo vsem, ki smo tako pokvarili počitnice, so zapisali na obvestilu. A kategorizacija ni edina težava. Kot so sporočili z inšpektorata, je tudi sicer območje kampa umazano, neurejeno in higiensko nezadovoljivo. Kljub temu naj bi se nekateri gostje upirali odločbi in želeli ostati. Razumem, da pač bo v petek prišla nazaj inšpekcija, po moje tudi policija, saj predvidevam, in bo pač verjetno pač prisilni izgon pač tistega, ki bo želel protestirati oziroma vztrajati. Zato bodo vsi, ki bodo želeli ostati na počitnicah, morali poiskati novo namestitev, kar pa na vrhuncu sezone na Hvaru najbrž ne bo enostavno.